Spoštovani sobratje v škofovski službi, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, predstavniki države, civilne družbe, dragi svojci pokojnih žrtev, dragi bratje in sestre. V ponedeljek 3. oktobra letos se je pri kapelici ob vhodu v rov Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem začel javni pogreb okrog 800 do zdaj izkopanih žrtev iz tamkajšnjega množičnega morišča in grobišča. Danes smo zbrani tu v naši stolnici, pri pogrebni sveti maši zadušnici za vse žrtve iz Hude jame, da bi se od njih poslovili in jih izročili Božji ljubezni in Božjemu usmiljenju. Upamo, da bo pokop posmrtnih ostankov teh žrtev omogočil njihovo poznejšo sledljivost in da bodo v prihodnosti od teh pokojnih bomo izvedeli, kdo konkretno so te žrtve, da jih bo mogoče z imeni, priimki in z drugimi podatki o njih pokopati v njihove domače družinske grobove. Slovenski škofje smo pozdravili prizadevanje državnih ustanov in civilno-družbenih organizacij, da se dokončno zagotovi pokop vseh izvensodno umorjenih žrtev po drugi svetovni vojni. Želja, da bi bile vse žrtve iz Hude jame pokopane v spominskem parku Teharje, je bila tudi želja nas, slovenskih škofov, saj so se strani mnogih svojcev Teharje pojavile kot poseben kraj spomina na te žrtve. Možnosti tega niso dopuščale, tako se je za zadnji kraj počitka za vse te žrtve izbralo Dobravsko pokopališče tukaj v Mariboru. Kot pastir mariborske nadškofije zato danes sprejemam vse žrtve iz Hude jame. Tako postajate, dragi bratje in sestre, del občestva naše krajevne cerkve. Tudi za vas bomo odslej na poseben način molili in se vas spominjali v bogoslužnih molitvah, ko molimo za rajne. Bratje in sestre, vsi, ki ste danes tukaj zbrani, položimo danes te naše pokojne k večnemu počitku z vsem spoštovanjem do njihovega zemeljskega življenja, njihovega delovanja, tudi njihovega trpljenja in nasilne smrti, ki so jo pretrpeli, ter ob tem kot kristjani poživimo našo vero v večno življenje. Pravkar smo prebrali odlomek iz modrostne knjige. Pisec prebranih vrstic nam je predstavil Boga, ki je poln usmiljenja. Bog odpušča naše grehe, da bi se mi spreobrnili in se odvrnili od hudobije. Evangelist Luka nam je v prebranem odlomku iz Evangelija nas je popeljal na Kalvarijo in nas soočil z dramo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. 3 dolge ure je Jezus v smrtnih mukah in osamljenosti visel na križu. Ampak to ni bilo njegovo edino trpljenje. Viseč na križu je moral trpeti tudi posmehovanje in preklinjanje tistih, ki so ga križali. Tako v Kristusu, razpetem na les križa, gledamo tudi trpljenje žrtev iz Hude jame. Tudi za nje v smrtnem boju nazadnje ni ostalo nič drugega, kot da se izročijo v roke usmiljenega nebeškega Očeta. Ko ob tem današnjem slovesu v duhu gledamo in sprejemamo usodo teh naših bratov in sester, lahko skliknemo s pesnikom, kako strašna slepota je človeka. Hkrati pa kot učenci Jezusa Kristusa upamo in verujemo, da so naši bratje in sestre po prestanem trpljenju toliko bolj v Očetovem naročju, kjer so končno našli svoj mir, tolažbo in večno plačilo za vse dobro,
kar je vsak od njih storil v svojem življenju. Danes pa naj poleg molitve za te naše drage rajne, naj vsak od nas na oltar položi tudi našo prošnjo, da bi vedno in povsod, tako kot posamezniki, kot narod, pogumno in zaupanjem iskali pot v prihodnost. To bomo storili, če bomo pripravljeni skupaj iskreno iskati resnico, ter če bomo v storjenih napakah, stran poteh in krivicah, dosledno priznavali svoje napake in se medsebojno odpuščali ter šli po poti sprave. Ko razmišljamo in govorimo o naši skupno prihodnosti, čutimo, kako zelo nam je potrebna krepost upanja, medsebojnega zaupanja in večje povezanosti. Ti naši rajni bratje in sestre, od katerih se poslavljamo, so lahko danes naši vzorniki v veri. Ob odkopavanju povojnih žrtev pogosto naletijo ob njihovih posmrtnih ostankih na rožne vence, na križe in na svete podobe. To nam govori o njihovi zaupni veri in trdnem upanju tudi v trpljenju. Kljub silnemu trpljenju, kljub preizkušnjam, niso ostali brez upanja in niso obupali. Nasprotno, takrat, ko zanje človeško gledano ni bilo več oporne točke, kamor bi lahko naslonili svoje upanje, je Bog mnogim izmed njih ostal edini temelj za neomajno vero in zaupanje. Danes lahko rečemo, da so pokojni naši bratje in sestre ne le po narodnosti nam blizu, ampak predvsem po svoji trdni veri, ki je tako zelo prečevalna ob njihovi težki preizkušnji. Zaupamo, da so po svoji veri mnogi od teh tudi že naši priprošniki pri Bogu. Med sadovi sprave so gotovo notranji mir, zaupanje in zaupljiv pogled v prihodnost. Ob tem, ko želimo na tej poti iskreno pristopiti drug drugemu, pa čutimo, da moramo ponoviti Jezusove besede izrečene na križu: Oče, odpusti. Ta Jezusova prošnja, Oče, odpusti, izrečena na Veliki petek, je dobila svojo pravo in dokončno vsebino ter svoj dokončni smisel na velikonočno jutro, ko je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih dokončno premagal greh, sovraštvo, trpljenje, smrt in nam podaril večno življenje. V luči Jezusovega vstajenja od mrtvih verujemo, da ti naši pokojni živijo in hkrati smemo tudi upati, da Bog tudi nas gleda z dobrotnimi očmi, da se tudi na nas ozira, da bi nas ozdravil naših ran, našega sovraštva in naših zamer ter vsake želje po maščevanju, če si le prizadevamo stopiti na pot nesebične ljubezni, kot nam jo kaže Jezus Kristus. Ko gledamo na dogodke Hude jame in povojnih pobojev v svetlobi velikonočnega jutra, to ne pomeni, da bomo na vse to enostavno pozabili, kot da se to ni zgodilo. To je naša preteklost in naša zgodovina, dejstvo, ki ga moramo sprejeti. Božje usmiljenje in naše prizadevanje za medsebojno odpuščanje, spravo in mir pa nam lahko pomagajo, da bomo kljub težkim dogodkom naše zgodovine slovensko zemljo in tudi Hrvaško naredili prijaznejšo, bolj humano za naše življenje in za naš jutri. Mnogi sosednji narodi imajo ulice in trge sprave, kar pomeni, da so bili v podobni situaciji, kot smo mi danes. Zmogli so herojsko dejanje sprave, ne samo zaradi žrtev in njihovih svojcev, ampak tudi zato, da prihodnjih rodov niso vedno znova bremenili s težkimi bremeni pretekle zgodovine. Za nas verujoče je sprava Božji dar. Ko verni prosimo Boga za milost sprave, verujemo, da nam bo tudi On usmiljeno pomagal, da bomo rasli in živeli v miru med seboj. Zato moram
na tem mestu ponoviti misel Andreja Dimitrijeviča Saharova, da sprave ne moremo hoteti le zase. Sprava je naloga za vse človeštvo. To pomeni, da tudi sprave v našem narodu ne bo brez našega prizadevanja, brez odpovedovanja in brez žrtve, predvsem pa ne brez nenehnega prizadevanja za spreobrnenje in prizadevanja, da skupaj potrpežljivo in ponižno v ljubezni iščemo resnico in jo sprejmemo. Imejmo pogum priznati vsak svoj del krivde in si sezimo v roke, ter s tem omogočimo vsem žrtvam poleg pravice do groba tudi večni mir in pokoj. Verni smo prepričani, da žrtve, od katerih se danes poslavljamo, živijo v Bogu. Naj tudi nam izprosijo mir, odpuščanje in Božje usmiljenje. Spoštovani navzoči, danes je dan za tiho molitev in dobro misel. Prav tako kot naši pokojni potrebujemo molitev ter dobre in plemenite in spodbudne misli prav vsi mi. Le tako bomo namreč takoj lahko dojeli in spoštovali veličino, dostojanstvo in svetost vsakega človeka in življenja. Ko je papež Frančišek julija letos obiskal taborišče Auschwitz in Birkenau, se je zaustavil pred zidom smrti, kjer so se vršile usmrtitve s streljanjem. Nato je odšel v celico lakote, kjer je umrl tudi sveti Maksimilijan Kolbe. Papežev obisk teh mest je potekal v tišini, saj je tišina oblika molitve, ki grmi. V knjigo obiskovalcev v Auschwitzu je papež Frančišek zapisal: Gospod, usmili se svojega ljudstva. Gospod, odpusti tolikšno krutost. S temi papeževimi besedami se tudi mi danes poslavljamo o žrtev hude jame. Naloga, ki nam jo dajejo te žrtve, pa je, da v sebi in med nami krepimo sile dobrega, ter se zavedamo, delamo, živimo in se darujemo za resnico in za vrednote, ki svet, izhajajoč iz Boga, povezujejo in ga tako ohranjajo. Naredimo vse, kar je v naši moči, da se krivična in krvava dejanja po preteklosti nikoli več ne bodo ponovila. Vsem pokojnim, od katerih se poslavljamo, pa naj Gospod podeli večni mir in polno življenja v sebi. Amen. Lejte, že sonce zahaja, skoraj za goro pošlo. Hladen počitek nam daja, pojdimo mirno domov. Čujte zvoniti, počiva zvon. Čujte zvoniti, počiva zvon. Zvonile zvoni nocuj, sladko počivat zapuj. Si bomo enkrat zaspali, v miru počivali vsi. Delo za vselej končali,